Dobro jutro vsem skupaj. Da vidim, če smo živo. Ja, mislim, da smo. Torej, dobro jutro na novi nepremičninski kavici. Sreda je, ura je 9 in danes bomo imeli eno res super temo pasti pri samem nakupu nepremičnine. Teda jaz upam, da vam bo današnja nepremičninska kavica zanimiva in poučna, kot vsako sredo, pa bomo najprej začeli z žrebanjem. Torej, vsi tisti, ki ste nazadnje delili našo nepremičninsko kavico, vsi tisti, ki ste komentirali karkoli v sami nepremičninski kavici in vsi tisti, ki ste nas delili v storijih, smo vas seveda izpisali in bomo zdaj podarili en dežnik Galeja. Tako da gremo kar k žrebanju. Dobro jutro, Marjeta. Pa poglejmo, kdo je današnji nagrajenec. Samo en listek lahko vzamem. Ok, super. Rafaela Medved. Rafaela, čestitke. Rafaela, daj se nam javi na zasebno sporočilo, pa ti bomo nagradico poslali. Teda dobro jutro. Dobro jutro še enkrat vsem skupaj, torej lep pozdrav na novi nepremičninski kavici. Danes bomo govorili torej o zelo zanimivi temi pasti pri samem nakupu nepremičnine. Dobro jutro, Nevenka. Torej, ne bomo govorili o nekih lastnosti, na katere moramo paziti, kot so osončenje same parcele, kar smo govorili recimo zadnjič, koraki pri nakupu parcele, ali pa imamo tudi korake pri nakupu hiše, ker je pri določenih nepremičninah seveda potrebno na določene faktorje druge paziti, ne? Kar je seveda logično. Danes pa bomo govorili res na tiste pasti, na katerih se lahko, bom rekla, da kar pošteno opečete. Kaj lahko vse je past pri nakupu same nepremičnine? Jaz sem si pripravila 5 točk, lahko bi jih imela tudi 30, ampak res tistih 5 top točk pasti pri nakupu nepremičnine. Vsi tisti, ki ste zdaj z mano v živo, jaz bom zelo vesela, če boste spodaj v komentar napisali v živo, torej, in tisti, ki gledate v posnetku, da napišete spodaj posnetek. In jaz bom seveda zelo vesela, če še zraven napišete, ali pijete trenutno kavico, čaj, ali pa mogoče kaj drugega. Tako da vidim, da ste z mano v živo, da bom videla, da ste bili z mano v živo in seveda, da ste aktivni in da ste poslušali. Če pa ima kdo kakšno vprašanje, bom pa zelo vesela, če ga od spodaj postavi, pa če ima mogoče še kdo svoj predlog oziroma kaj bi rad mogoče na naslednji nepremičninski kavici poslušal, oziroma če ima kakšen nepremičninski izziv. Zdaj pa gremo kar na prvo točko. In sicer tukaj bi rada najprej izpostavila skrben ogled same nepremičnine in ne samo ogled, ampak tudi pregled. Kaj mislim s tem? Skrben ogled je, tako kot smo govorili že zadnjič, torej, da smo pogledali, kje sonce vzhaja, zahaja, kakšna je osončenost, recimo, če mi kupujemo parcelo, tako da takšne zadeve. Skrben pregled, tukaj pa predvsem mislim na neke napake, ki jih kupci dostikrat spregledajo in ko začnejo v sami nepremičnini bivati, ugotovijo kaj? Da je na nepremičnini vlaga, da ni dobra hidroizolacija, da streha pušča, kaj še takšnega. Samo malo sem si jaz napisala, da ne bom kaj pozabila. Torej, to okrog vlage, recimo, kdo vam lahko to še pregleda, da ne boste sami. Jaz vem, da nismo mi strokovnjaki, nismo gradbeniki, da bi lahko te zadeve pregledali in naredili res dober skrbni pregled. Tukaj bi jaz predvsem priporočala, da pridete oziroma da najamete enega strokovnjaka iz gradbene stroke, ki vam bo samo nepremičnino skrbno pregledal. Torej, bo mogoče našel kakšne skrite napake,
ki se skrivajo na sami nepremičnini in ki vas bodo lahko kasneje stale par tisoč evrov. Recimo temu pravijo v tujini inšpekcijski nadzor. In v tujini se tega, bom rekla, da kar bolj ali manj vsi kupci poslužujejo, ker se zavedajo, kaj vse se lahko na sami nepremičnini skriva, torej kakšne napake lahko vse na sami nepremičnini kasneje, seveda, ko začnemo bivati, tudi najdejo. Recimo, če pridete v nepremičnino, ki je čisto svežo prepleskana. Tu se lahko hitro zgodi, da so lastniki neko napako skrili. Recimo, da so imeli vlago, da jim je nekaj zamakalo, pa so seveda na svežo prepleskali. Teda, prva točka, skrben ogled in pregled same nepremičnine. To je res ena zadeva, na katero bodite zelo, zelo pozorni, ker nepremičnina ne stane recimo 10 tisoč ali pa 20 tisoč evrov. Ponavadi tu govorimo o številkah nad 100 tisoč evrov, teda bodite zelo, zelo previdni. Številka 2, tukaj seveda ZK stanje. Torej, je več solastnikov, je tisti, ki vam prodaja, sploh lastnik. So v zemljiški knjigi vpisane kakšne služnosti. Preverite, kaj so te služnosti. Dajte lastnikom reči, da vam dajo v vpogled te služnostne pogodbe, da se vam ne bo zgodilo, da bo se vam, to vedno omenjam, sosed vsako jutro s traktorom lepo mimo hiše vozil, verjetno ne boste veseli, ne? Tako da dajte preveriti, ZK stanje je dobro, in preverite seveda, če so še kakšne hipoteke. V primeru, da so hipoteke na nepremičnini, je potrebno seveda pridobiti ustrezne izjave, s katero izjavo se bo potem banka tudi izbrisala iz samega ZK stanja, da boste vi dobili seveda nepremičnino prosto bremen. Tukaj jaz vedno pravim, da se naj stranke obrnejo na strokovnjaka. Verjetno tudi avta ne popravljate sami doma, ampak zato greste k avtomehaniku. Teda dajte tudi pri nakupu nepremičnine se obrniti na strokovnjaka, ki vam bo lahko te zadeve res dobro pregledal in vam svetoval, kako naprej. Naslednja zadeva, legalnost gradnje. Preverite seveda, ima nepremičnina gradbeno in uporabno dovoljenje. Dostikrat pozabijo stranke in gledajo samo gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje več ni dovolj. Potrebno je uporabno dovoljenje in seveda to uporabno dovoljenje mora biti pravnomočno. Torej mora biti žig gor, da je zadeva pravnomočna. V praksi, jaz vam kar povedala iz prakse, ko pridemo na teren, nam ponavadi stranke pokažejo gradbeno dovoljenje, brez štempla pravnomočnosti in vsega. Seveda mi jih pošljemo na upravno enoto, da pridobijo še uporabno dovoljenje in tukaj se ponavadi ustavi. Zakaj? Saj veste, kakšni smo Slovenci. Dobiš gradbeno dovoljenje in si vsak malo še po svoje naredi, ne? Pa mogoče še neki prizidek, pa tu en nadstrešek, pa eno garažo, pa joj, kaj če bojo še otroci pri nas doma, pa gremo pa še eno nadstropje, pač to si zdaj jaz ne zmišljujem, ampak takšno je realno stanje na terenu. Teda res dobro preverite, kaj sploh kupujete. Če imate na gradbenem dovoljenju enostanovanjska, enonadstropna hiša, tu zdaj ponavadi sploh ne rabiš strokovnjaka, če je hiša 3-nadstropna, 5-stanovanjska. Torej je nekaj narobe z samo dokumentacijo in v tem primeru, če boste kupili takšno hišo, boste kupili črno gradnjo. Teda res pazite pri teh zadevah. Recimo dražbe, nakup na dražbi, to je res ena super zadeva, da lahko kupite tam črno gradnjo, ker ljudje sploh niso pazljivi in mislijo ponavadi, da bojo sodišča to preverila. Ne, sodišča nič ne preverijo. Tako da sodišča ponavadi kar prodajajo črno gradnje. Torej, legalnost gradnje treba res preveriti.
Četrta zadeva, pogodba. Tudi pri pogodbi jaz priporočam, da se obrnete na strokovnjaka, ki vam bo samo pogodbo seveda sestavil. Kaj vam pomaga sama prodajna pogodba, če nima ZK dovolila? Se z njo ne morete vpisati v zemljiško knjigo. V pogodbi je treba tudi seveda jasno določiti roke in način plačila, ter seveda kdaj je prevzem same nepremičnine. Pa kaj še ponavadi stranke pozabijo v samo pogodbo vnesti? Opremo. Torej, če se dogovoriš, kaj vse bo v opremi ostalo, je treba to v samo prodajno pogodbo vpisati. Dosti primerov poznam, ko so se stranke dogovorile, da v nepremičnini recimo ostane vsa oprema, pridejo na primopredajo in kaj se zgodi? Pridejo v prazno nepremičnino in kaj mi reče prodajalec? Saj nimamo nikjer nič napisano. Ja, to so zdaj ekstremi, ampak to se dogaja na terenu. Teda res bodite pozorni na samo prodajno pogodbo in da v samo prodajno pogodbo res navedete vse dogovore, ki ste se jih dogovorili. Na koncu kot številko 5 pa bi dala tu seveda vpis v zemljiško knjigo. Kdaj vi postanete pravno gledano lastnik? Seveda z vpisom v samo zemljiško knjigo. In vpisati se je potrebno v zemljiško knjigo takoj. Ne čez 1 leto, ne čez 2 leti, kar počnejo, kar seveda stranke počnejo in imajo lepo doma overjeno pogodbo. Doma overjena pogodba vam nič ne pomaga. Predstavljajte si, da je ta prodajalec, od katerega ste kupili samo nepremičnino, čez 1 leto šel v stečaj. Vi se niste vpisali v zemljiško knjigo in vaša nepremičnina je šla kam? Seveda v stečajno maso tega podjetja. Težko boste potem to zadevo uredili. Teda zemljiška knjiga pač se drži tega načela zaupanja in tudi pač jasno pravi, da vse škodljive posledice ne vpisa trpite sami, če se niste vpisali. Teda vpišite se v zemljiško knjigo takoj. Tukaj bi še mogoče rekla, da je mogoče fajn tudi dostikrat, da naredite še predznambo, torej takoj, ko podpišete pogodbo, da zavarujete vrstni red vaše pravice. In tako da to je teh 5 točk, ki sem jih želela danes izpostaviti. Torej, skrben ogled, pregled same nepremičnine, ZK stanje, legalnost, pogodba in vpis v zemljiško knjigo. Na koncu seveda, da ne pozabite, pred vsakim nakupom se posvetujte z svojim partnerjem, torej z ženo ali možem, da ne boste pozabili, ker bo doma, se vemo, ne. Teda to je to. Dajte mi spodaj v komentar napisati, če je bilo to razumljivo in če je bilo to koristno. In dajte ta video deliti tudi med svoje prijatelje, sigurno se kdo ravno kar srečuje z nakupom same nepremičnine, pa mu bo mogoče katera informacija prišla še kako prav. Tako da, kar se tiče tega, je to za danes, torej izžrebali smo. Vsi tisti, ki boste tudi danes komentirali in seveda delili ta video ali pa ga mogoče delili v story, bom naslednjič spet izžrebala za našo nagrado. Teda to je to, kar se tiče današnje nepremičninske kavice. Sem zelo vesela za vaše komentarje. Hvala, Katarina. In vidimo se spet kdaj? V sredo ob 9. uri. Teda to je to. Imejte se radi in imejte en res lep sončen dan. Čau.